Pozdravljeni. Maxu Verstappenu se lahko smeji, namreč kljub krizi, v katero je zapadel Red Bull na zadnjih nekaj dirkah, smo videli, da je na progi premagal vse direktne konkurente. Po koncu velike nagrade Velike Britanije je bila pozornost nas, navdušencev, usmerjena k zmagovalcu, k Lewisu Hamiltonu, k statistiki, in tako smo verjetno spregledali, kdo v resnici je bil največji zmagovalec te dirke. Seveda, zmagovalec dirke je lahko le eden, tisti, ki dano razdaljo prevozi v najkrajšem času. Ampak največ je na tej dirki pridobil Max Verstappen. Videli smo lahko, tako v vikendu, ki se je zvrstil v Silverstonu, kot tudi na onem prejšnjem, kjer smo dirke spremljali na progi v Spielbergu, da Red Bull RB20 ni več tako dominanten, ni več tako hiter, kot smo bili vajeni. Ampak Max, če potegnemo črto, je iz obeh priložnosti povlekel ven rezultate, ki na začetku vikenda si jih sploh ni nadejal. In tu je treba poudariti nekaj, da Max Verstappen je povečal prednost pred svojima direktnima zasledovalcema. In govorimo o Landu Norrisu ter Charlesu Leclercu. To sta tista dva voznika, ki sta na drugem in tretjem mestu. Ferrari po veliki nagradi Monaka je v globoki krizi. In lahko bi dejali, da v tem trenutku marsikdo pričakuje Landa Norrisa, da bi prevzel pobudo in začel napadati samega Verstappena. Ampak Lando Norris, kot smo že ugotovili v predhodnih prispevkih, se trudi zmagati, ampak mu ne uspe, kajti njegov trud gre v napačno smer, dobesedno z glavo skozi zid rine pred Maxa. Namesto da bi imel neko širšo vizijo dirke, zbral pravi trenutek in pravo mesto na progi ter napadel. Videli smo to na primer v Avstriji, ampak tudi v Veliki Britaniji, v dirki, ki je njegova domača in seveda tudi domača dirka ekipe McLaren, so napravili kardinalno napako. V zadnjem delu so seveda gledali samo na tisto, kar se je dogajalo pri tovarniški ekipi Mercedes. In pozabili so spremljati dogajanje pri ekipi Red Bull. Pri Red Bullu so za zadnji del dirke namestili pnevmatiko hard, kar se je na koncu pokazalo kot prava izbira. Max Verstappen je bil bistveno hitrejši od Landa Norrisa in ga na koncu tudi prehitel. Ne smemo pozabiti na eno dejstvo, ki je marsikomu ušlo iz spomina. Pri McLarenu je imel Lando Norris pred začetkom dirke na razpolago 2 seta pnevmatik medium. Torej, če bi v tistem zadnjem delu uporabil pnevmatiko medium, ne samo, da bi se lahko branil pred Maxom Verstappenom, lahko bi celo napadel Lewisa Hamiltona. In tu lahko sedaj diskutiramo, kdo je v navednicah kriv, ekipa, voznik, oboji. Dejstvo je, da je tokrat pri ekipi McLaren se zalomilo v tisti osnovni zadevi, torej spremljanju dogajanja okrog sebe. Zavarovani vase so gledali samo onega, ki je bil tam spredaj, in pozabili na vse ostale, ki so bili tam zadaj. To pomeni, da Lando Norris skupaj z McLarenom enostavno ni pripravljen boriti se za naslov svetovnega prvaka. Nekaj,
kar je jasno, naprimer pri Red Bullu in predvsem Maxu Verstappenu. Kljub težavam, kljub temu, da je računal na 6., morda 5. mesto, je na koncu dirko končal kot drugi, kar je fantastičen rezultat, še posebej, ker je bil pred Landom. Kaj pa Ferrari? Ne smemo mimo dejstva, da po tisti fantastični zmagi v Monaku je sledila Kanada z 2 odstopom. In na to serija prigod, ki mejijo že na tragikomičnost. Zavedajmo se, da Charles Leclerc v zadnjih 2 velikih nagradah je prišel do cilja, ampak izven tistega območja, ki prinašajo točke. In tu je treba poudariti, da pravzaprav kardinalna napaka je bila storjena že na samih kvalifikacijah, ko se ni uspel uvrstiti v tisti glavni 3. del. Ampak po drugi strani, saj ni niti prvič letos. Ampak druga, po mojem mnenju še večja napaka, je bila tista prezgodnja menjava na pnevmatike za vlažno progo v 19. krogu, ko so vsi ostali, vključno z njegovim moštvenim kolegom, vztrajali na pnevmatikah medium, seveda z gladko tekalno površino. Kot da na komandnem pultu skuderije Ferrari ne bi vedeli, ali dežuje ali ne. In tu velja poudariti, da sem videl radijske komunikacije oziroma njihov prepis. In Charles Leclerc je zahteval menjavo v 19. krogu, seveda na osnovi informacij, ki mu jih je podal njegov inženir, ki je bil na njegovo željo pred kratkim tudi menjen. A videli smo, da je Charles Leclerc tudi s tistim setom pretiraval in zato je bilo potrebno menjati kolesa z novim setom pnevmatik za vlažno progo. In če smo lahko opazili, da pri Carlosu Sainzu mlajšemu so v zadnjem delu, podobno kot pri Maxu Verstappenu, namestili pnevmatike hard, je malce čudno, zakaj iste zgodbe niso ponovili pri Charlesu Leclercu. Kajti jasno nam je sedaj tu v tem trenutku, da pravzaprav v tistem zadnjem delu pnevmatike soft niso bile idealne, kvečjemu kaj drugega. A seveda tudi mnoge preostale ekipe so napravile podobno napako. A v situaciji, kot je Max Verstappen, si on lahko privošči, da ni tako dober kot običajno, da napravi kakšno zadevo tudi pod tistim njegovim standardom, da ima uvrstitve, ki niso samo na najvišji stopnički zmagovalnega odra. Njegovi zasledovalci so tisti, ki so svoj bonus napak izkoristili že v prvih dirkah sezone in do konca si ne bi smeli privoščiti kaj takega. A mnogi navdušenci bodo sedaj dejali: fantastično. Gledamo sezono, kjer je obilica zmagovalcev, do tega trenutka smo jih videli 6. Sedaj poglejmo, kaj pravita tista 2 zadnja zmagovalca, torej velike nagrade Avstrije in velike nagrade Velike Britanije, George Russell ter Lewis Hamilton. Verjetno sta zadovoljna s svojim početjem, z rezultatom, z vsem, kar se je dogajalo v zadnjih 7 dneh. Ampak tu bi rad pokazal nekaj drugega, lestvico med vozniki. Namreč kljub zmagam tako Hamiltona kot Russella sta še oba za Serhijem Perezom. Tistim voznikom, ki ga mnogi kritizirajo in katerega menjavo pričakujejo pravzaprav od dneva do dneva. Torej Perez, ki je bleda senca samega sebe, ki ni sposoben voziti Red Bulla, je dosegel več točk kot zmagovalec Hamilton, ki je podrl statistične rekorde, in seveda Russell.
A se vam ne zdi to malce protislovno, gledano v neki perspektivi svetovnega prvenstva Formule 1? Na koncu je prvak tisti, ki izbere več točk. Ni važno kako, ali z zmagami, drugimi mesti, tretjimi mesti, seveda najboljšimi rezultati na sprintu in še bi lahko našteval. A bistvo je na koncu imeti eno ali vsaj pol točke več kot tvoj prvi zasledovalec. In v zadnjem obdobju je Max Verstappen svojo prednost povečal. Ne toliko zaradi svojih zaslug, kajti imel je težave, ampak zaradi tega, ker njegova dva prva zasledovalca nista kos tej nalogi. Lando Norris ni več mlad voznik. Mlad voznik je na primer njegov moštveni kolega Oscar Piastri. Do Charlesa Leclerca sem bil v preteklosti pogostokrat kritičen in zaradi tega tudi kritiziran. A menim, da tisto, kar smo videli na nekaj zadnjih dirkah, bolj kaže v smeri onega, kar sem govoril pred meseci. Na primer, Carlos Sainz mlajši, ki odhaja iz Ferrarija, ki verjetno ni tako motiviran kot Charles Leclerc, je konec koncev dosegel več točk. Zaradi tega, ker brezglavo se ni zaganjal za tistim ciljem, ki je seveda na dosegu Charlesa Leclerca, ampak ki ga s to ihto, s to gorečnostjo dobesedno pušča oditi. In govorimo samo o drugem mestu v skupni razvrstitvi. Charles Leclerc je verjetno dokazal, da ni kos Maxu. In to je tista fantastična zmaga Maxa. Dvomim, da se bo v drugi polovici sezone našel nekdo, ki se mu bo lahko približal na tisto razdaljo, ki bi na to v zadnjih nekaj velikih nagradah sprožila pravi boj za naslov. Verjetno Max z Red Bullom RB20 ne bo imel takšne prednosti, kot smo jo videli lani, ampak vseeno, na koncu šteje naslov, ne za koliko točk si ga osvojil. A seveda, kot običajno, to je moje videnje, moje mišljenje, s katerim se vam ni treba strinjati. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.